Ampak med tistimi, ki se ukvarjajo z mehaniko v Formuli 1 in tistimi, ki se ukvarjajo z aerodinamiko, je v Formuli 1 prisoten že od nekdaj. In eno izmed bistvenih pol spora je površina hladilnikov. Prvi bi radi da bi bili idealni, da bi pogon bil primerno hlajen, drugi bi radi zmeraj čim manjšo čelno površino, s tem zmanjšan zračni upor in tako više hitrosti. Skozi razvoj, skozi zgodovino Formule 1 smo videli, kako so se te hladilniki praktično premikali iz tiste centralnega položaja, kateri je bil značilen od začetka, so se hladilniki preselili na boke, nato so začeli dobivati naklon, to se pravi, da je ohranjal isti volumen hladilnik, a čelna površina je bila manjša. Videli smo tudi poizkuse, ki jih ne bi želeli videti v Formuli 1. Eden od tak Insign N179. V glavnem, funkcija teh hladilnikov v tistih klasičnih časih Formule 1 je bila lahko razdeljena na 3 dele. Hlajenje vode, hlajenje olja skozi hladilnik oziroma izmenjevalec toplote in na koncu kak manjši hladilnik za olje menjalnika. Seveda moramo izpustiti tiste motorje, ki so bili zračno hlajeni kot oni v ekipi Porsche v letu 60. Potem po času je prišla ta naša sedanja hibridna doba. Tu so se ti pogonski sklopi izkazali kot izjemno kompleksni v primerjavi s tistimi atmosferskimi, ki smo jih videli malce prej. Tu smo dobili bistveno več zahtev po hlajenju. Ne samo kot površine, ampak tudi po tipu hlajenja. Če tudi sedaj imamo hladilnike vode in olja, pa tudi tistega olja v menjalniku, imamo še večje zahteve po hlajenju hidravlike, imamo MGUK, katerega moramo hladiti, imamo baterijo, katera mora biti hlajenja, imamo tudi turbomotorje, to se pravi intercooler. Tudi ta intercooler je izjemno pomemben zaradi tega, da se ohladi tisti stisnjen zrak in tako se ga lahko več porine v to komoro nad bati in doseže boljši učinek. Plus tega moramo še vedeti, da te elementi pogonskega sklopa so hlajeni tudi s tem zračnim tokom, ki gre skozi hladilnike ven, skozi zadek po celi površini notranji bolida Formule 1. Če pogledamo tiste moje analize, kjer sem primerjal Red Bull RB15 in bolid Scuderia Toro Rosso STR14, ste verjetno zasledili, da sem rekel, da je ta pokrov pogonskega sklopa, ta zadnji del, na pogled zelo podoben. In nekako logično je, kajti delista enak pogonski sklop, enak menjalnik in ukolikor imate vse te elemente na istih mestih, je nekako logično, da je samo ena rešitev tista najbolj racionalna. Tako tudi, če ni prišlo direktno do prehoda tehnologij, so bile rešitve nekako jasne, da najboljša je samo tista, ki jo imata oba. A tudi, če pogledamo skozi razvoj drugih bolidov, naprimer Scuderie Ferrari, skozi sezone, vidimo, da iz enega leta v drugo pride na tem področju, kako so narejene te reže in kako je to oblike za njimi, pride do bistvenih sprememb. Najprej pogledajmo samo dva elementa, katere se vidi na prvi pogled. Veličino zgornje reže pa bočnih. Vidimo, da skozi sezone se tista zgornja reža enkrat je velika, razdeljena na več prekatov, tiste stranske reže so lahko malo manjše in skrbijo samo za tisti motor, olje, pa naprimer baterijo. Po drugi strani vidimo, da se lahko v naslednji sezoni to obrne, imamo te spodnje reže širše, tisto zgornjo bistveno manjše. Pa tudi nekaj druga. Višina teh bočnih rež je izredno zanimiva, kajti više kot so reže, čistejši zračni tok gre skozi njih, čistejši kot je zračni tok, pomeni tudi boljši hladilni učinek in s tem posledično spet manjšo režo. Kolikor primerjamo SF90 in Mercedes 2V10, vidimo to nasprotje. Mercedes ima zgornjo režo veliko površino, predelano na 3 prekate, bočne, nižje od tistega, kar vidimo na Ferrariju in rahlo na pogled manjše površine. Ferrari, kot sem povedal, jih ima višje v čistem zračnem toku, Mercedes je izbral drugo pot. A rekli bomo, saj je logično, imamo dva različna pogonska sklopa z drugačnimi zahtevami. A kar se moramo zavedati, da lahko na istem pogonskem sklopu imamo tudi različne rešitve. Poglejmo samo že citirani Ferrari SF90 in Alfa Romeo Racing C38.
Enak pogonski sklop, a čisto diametralno nasprotne rešitve. Če pogledamo samo zgornjo režo, je tista pri ekipi Alfa Romeo Racing izjemno zanimiva, z več luknjicami kot satovjem in tudi to območje za to režo, ta airskop, ta pokrov pogonskega sklopa je izredno čokat na tem zgornjem zadnjem delu. Praktično te plavuti, katera je izrazita na Ferrariju, pri Alfa Romeo Racing ni. Zakaj? Ker so elemente spravili prav v tisto območje. Po drugi strani so te bočne reže na bolidu Alfa Romeo Racing C38 bistveno manjše na pogled od tistega, kar vidimo na Ferrariju in zgleda, da imajo manjšo površino. Logično, ker je tista zgornja, katera v vsoti je prispevala malce več. Če pogledamo še za sezono nazaj, se moramo spomniti, kakšne probleme so imeli pri ekipi Red Bull z pogonskimi sklopi Renault in zanesljivostjo. Je bila mogoče eden izmed vzrokov teh težav tudi premajhna količina zraka, kateri je prišel na določen hladilnik? Morda pri Red Bullu, kjer so znani po svoji obsedenosti za aerodinamiko, so nekako tej komponenti dali malce več prednosti od tiste mehanske, da so tisti aerodinamiki prevladali, površine so bile manjše in določeni elementi so se pregrevali in zato so tudi popustili. Poglejmo tudi danes na tovarniški ekipi Renault, ne da je situacija bistveno boljša, mogoče so tudi tu malce pretiravali in zato vidimo take razlike med tovarniško ekipo Renault in tistim, kar vidimo pri McLarenu. Seveda, to so samo moje domneve, v glavnem je pa to, da je ta problem hlajenja v hibridni dobi izjemno pomemben, predvsem tudi z vidika zanesljivosti in zavedati se moramo, da je ta problem ne samo postavitev tistih glavnih hladilnikov, ampak tudi vsega ostalega, katerega malce prezremo v vsem tem obilju sistemov, ki jih ima sodobni pogonski sklop. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.